Živo vid. Živja. Ti si improvizator, koliko časa že? 20 let mogoče vsaj. Kaj se ti zdi, da si v impro svetu najbolj spremenil? V impro svetu v Sloveniji definitivno to, da smo malo bolj prijazni do drugega. Meni se zdi, da je bil, ko sem jaz začenjal z improm, tak testosteronski boj na odru. Zdaj pa se mi zdi, da smo malo bolj probamo biti enakovredno si šerati odr in biti malo bolj prijazni. Meni se zdi, da ko smo bili začetniki, se nam je zdelo, da vse vemo o improvizaciji, ampak če bi lahko recimo zdaj šel nazaj v času, kaj bi svetoval začetniku videl? To, da ne morem biti vsem všeč, pa da ne bom imeli vsi radi, da v bistvu v trenutku, ko sem to sprejel, da pač enim ljudem nam všeč, bom lahko še bolj razvijal svoje pozitivne lastnosti oziroma se bom lahko na njih fokusiral, pa se ne ukvarjal s tem, zakaj me ta človek ne mara, ali pa kako bom kot impro učitelj, kako me bomo imeli vsi radi, ampak se bolj sprašujem, koga sem danes kaj naučil. A si dobil mogoče na začetku kakšen nasvet, ki ga pa še danes uporabljaš na odru? Ali pa mogoče niti ne na začetku, lahko da si ga dobil zdaj, pred kratkim na kakšni delavnici. Še vedno se valjda izobražuješ, ne? Ja, Kit Johnston mi je rekel, preveč kontroliraš, manj kontroliraj. In velikokrat se zalotim še zdaj na odru, predvsem z vama, s Petrom, ali pa z Iglu Plusi, da kontroliram in moram predati. Recimo po vseh teh letih, po 20 letih plus, kaj te še navdušuje pri improvizaciji? V bistvu glih te stvari, da mi je včasih v kakšnem trenutku malo bolj težko, pa da se malo izzovem, pa sem tako failal sem, ampak gremo naprej. Se mi zdi, da impro ti vedno dopušča možnost, da boš kar failal. V življenju si pa lahko vedno bolj varne lokacije izbiraš, vedno bolj varne situacije, v katerih si, kjer ti je udobno, delaš stvari, ki jih znaš. Tle pa res težko delaš samo stvari, ki jih znaš, zato si konstantno izzvan, da pač failaš. In to je ful dobro za moj ego, se mi zdi. A imaš mogoče kakšno predstavo, ki ti je najbolj ostala v spominu, ali svojo predstavo od Igluja, ali kakšno drugo, ali pa predstavo, ki si jo samo gledal? Enkrat sem na Würzburgu na festivalu gledal Jill Bernard, eno ameriško improvizatorko, ki je odigrala eno predstavo, ki je bila pač nekaj najboljšega, kar sem jaz takrat v življenju videl. In rekel sem si, prej sem vedno videl nekaj, ker sem rekel, jaz lahko k temu stremim. Tle sem si pa rekel, ti nikoli ne bi mogel tega, ni znanja na svetu, ki bi ga lahko ti, to je pa pač res pure talent. Tako, zdi se mi, da včasih vidim kakšnega, pa recimo Jacob Benningen, pa njegovi spomin na odru. Tako se mi zdi, da se me ful dotakne. Pa mogoče kakšna predstava, ki smo imeli mi trije, ki smo jo pa igrali, kjer pa pač mi je šlo na odru mogoče na jok, pa sem enega od dvaju videl, ki ima solzne oči oziroma je 100% iskren. Kljub temu, da delamo večinoma komedi, pa smo eni bimboti, je to bilo v bistvu moja najljubša situacija. Nastopov smo imeli v življenju ful, tudi kdaj pred kakšno nenavadno publiko, a se mogoče spomniš kakšne publike, ki ti je bilo pa tako, kaj? Kdo so to? Kdo so te ljudje? Kdo je ta skupina ljudi? Dve mi padeta na pamet. Ena je ženski zapor, kjer smo bili mi na odru in sem se počutil kot Johnny Cash, čeprav tretiran sem bil kot kos mesa, ampak glede na to, da nimam s tem ponovadi, nisem imel težav v življenju, nimam nobenih travm, sem se kar dobro v tej poziciji počutil. Druga je bila pa eni pijani tovornjakarji v kleti Ljubljanskega gradu, ki niso hoteli imeti impro predstave ob 11. zvečer. In vsem smo jim probali dati impro predstavo in zelo jasno so nam dali kazati, da oni nočejo nobene predstave v tem trenutku, ampak nas so naročniki najeli in smo to speljali. A te je bilo kdaj na odru tudi mogoče nerodno, da si hotel sredi prizora kar pobegati z odra? Ja, v bistvu se mi še zdaj kdaj zgodi. Če mislim, da sem v prizoru, da smo ujeti ali pa da sem predvsem v neki res stereotipni situaciji. Dostikrat se mi to zgodi mogoče celo na Maestru, ker sem z nekom, ki so prvič skupaj na odru, pa vidim, da je ful ene živčnosti in enega glasnosti, ki je v bistvu samo en obramben mehanizem. Po mojem, če vidim, da so res neki vzorci, ki jih gledam že 20 let, pa sem tako, spet smo tle. Takrat bi velikokrat rad pobegnil iz odra. Meni se zdi, da delaš zelo raznolike like. Jaz recimo zase vem, katere like najrajši igram. Kjeri so pa tebi najbolj pri srcu? Ne moji liki, ampak tvoje seveda. Ne vem, če je pogosto, ampak vsake toliko časa se pojavi žiga, ki je ful jogurtov in meni je ful smešen in ljudje ga imajo radi na odru. Če bi pa moral cel življenje igrati samo en lik, kakšen bi bil ta lik? Kako bi mu bilo ime, kaj bi bil po poklicu, kako bi govoril, da ga ima predstavno?
lik enega človeka, lik Jima Carreya, lik enega človeka, ki lahko skozi menja karakterje. Nočem zdaj reči, da je skizofren, ampak nekoga, ki je sposoben ful menjati situacije, ki tudi sam se tako počutim. Vid, zadnje vprašanje. Jutri greš na samotni otok, nimaš drugih stvari, kot 3 impro knjige. Katere bi vzel sabo, katere bi nam priporočil? A mora biti impro? Ok. Ja, ne prvo bi rekel itak impro od Kita Johnstona, se mi zdi, da še vedno jo vzamem in prelistam in na random nekaj odprem in dobim inspiracijo in grem lahko učiti. Ena knjiga, ki ni impro knjiga, ampak je impro knjiga, je The Dice Man. Zdaj se ne spomnim avtorja, ampak je ful o sprejemanju odločitev, o temu, kako zabresti težave. Pa še ena impro knjiga, kjerkoli. Ja, 2 knjigi imam, impro knjige. Od tega ena ni impro knjiga. Okay. Gremo še eno hitro igro. 5 sekund imaš, da našteješ 3 stvari. Jaz bom umeštel. In sicer najprej me zanima, naštej 3 besede, ki jih rečeš, ko te nekaj razjezi. 5 sekund imaš. 3 besede. Nehaj, Ja, 2, tišina. 3. Naštej 3 pijače, ki jih lahko naročiš v kavarni. Pir. 1, Talek pir. 2, Pa suh vin. 3.